Slovenija še vedno išče novega mandatarja, ki bo sestavil novo vladno ekipo. Po neizvolitvi Zorana Jankovića si vlado zdaj prizadevajo oblikovati desno-sredinske stranke. SDS je v četrtek SD-ju in Desusu že poslala predlog koalicijske pogodbe. Vse oči so zdaj uprte v Desus in na socialne demokrate, saj naj bi bilo od njih odvisno, ali bo predsednik SDS Janez Janša sestavljal vlado, saj so v stranki SDS napovedali, da vlade ne bodo sestavljali, če ta ne bo imela trdne večine. Avtotehna, ki je lastnica mariborskega Svatija ter zreškega Kometa in podjetji s sorodno proizvodnjo umetnih brusov, je leta 2010 združila v enotno družbo Svati Komet. Zdaj pa se je odločila za podjetje poiskati strateškega partnerja. V Avtotehni podrobnosti o tem, ali imajo v mislih kakšnega konkretnega partnerja, ne izdajajo. Pojasnjujejo pa, da so se ob zaznanem povečanem interesu v mednarodni panogi proizvodnje in prodaje brusnih izdelkov odločili omogočiti vstop v Svati Komet novemu strateškemu partnerju. Združeno mariborsko zreško podjetje, ki zaposluje okoli 1100 ljudi, je že v prvem letu po združitvi beležilo za petino višji promet. Leto 2010 so tako končali z 68 milijoni evrov prihodkov od prodaje ter z 1,4 milijona evrov čistega dobička. Zamaskirani neznanci so včeraj zvečer na območju Podvelke ustavili tovorno vozilo Pošte Slovenije, ki ga je vozil 35-letni poštni uslužbenec. Slednjega so prisilili, da jim je omogočil vstop v tovorni del vozila, od koder so ukradli neznano količino denarja. Celjski policisti še danes nadaljujejo z ogledom kraja kaznivega dejanja. V hotelu Piramida, ki je v lasti Term Maribor, so javnosti predstavili 1 milijon evrov vredno naložbo v obnovo sob in restavracije. Prenovili so 38 od skupno 125 sob. Kot je pojasnil predsednik uprave Zoran Bošković, so se investicije lotili navkljub težki gospodarski situaciji, a je bila zaradi vse večje zahtevnosti gostov in konkurenčnosti trga nujna. Računamo na to, da z novo kategorizacijo 38 sob zvišamo tudi povprečno prodajno ceno v celotnem hotelu in dosežemo višje prihodke. Tako kot ste prej slišali, lani smo dosegli za 18% več nočitev, pa le za 2% več prihodkov. Z odprtjem kulturnih ambasad se v Mariboru začenja otvoritveni vikend Evropske prestolnice kulture. Vrhunec otvoritvenega vikenda, ki bo jutri zvečer z osrednjo slovesnostjo na trgu Leona Štuklja, pestro kulturno dogajanje vse do nedeljske premiere opere Črne maske, naj bi nakazalo utrip, kakršen naj bi v Mariboru in partnerskih mestih vladal skozi vse leto kulturnega prestolovanja Evropi. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal severozahodni veter. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in hladneje. Vreme kot naročeno za uživanje v zimskih športih. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Ormoška deponija je ostala brez okoljevarstvenega dovoljenja. Otroci ostajajo doma, starši in ravnateljica pa se o sporu še zmeraj niso dogovorili. Bili smo na premieri največjega projekta festivala Koregije. Bodite z nami ob 18.